si ti. Kot ustvarjaš čudeže, delaš obljube, izpolniš, luci v tebi, moj Bog, prav vse to si ti. Kot ustvarjaš čudeže, delaš obljube, izpolniš, luci v tebi, moj Bog, prav vse to si ti. Danes bomo molili, pa še na koncu, za več ognja v nas. Amen. Molimo za vse, ki potrpijo v ognju v Los Angelesu, Oče, ti se jih dotakni. Molimo za cerkev tam, da je aktivna, da je del rešitve v tej situaciji. In molimo za našega brata Samuela, haleluja. Amen. Če kdo ve, moj sin je tam blizu. In smo en dan tudi šolo mogli ukiniti zaradi tega ognja. Ampak, molite za ljudi, da to Bog uporabi na svojo slavo. Ampak zanimivo je, danes bom govoril o 7 vrstah ognja, ker sem imel vizijo v sredo na molitvi. Kdo je bil z nami na Zoomu, smo molili. Jaz sem sicer bil tukaj not in sem imel prav vizijo, kako prihaja ful val ognja, v katerem bo ful ozdravljenje. Ampak nisem vedel za ta ogenj v Los Angelesu. In je bilo res zanimivo, ker že v avtu sem imel tako vizijo ognja. In sem pol se kar v molitvi sem vozil, pa toliko se me je Sveti Duh dotaknil, da sem se jokal med vožnjo na molitev. In pol sem tukaj molil in danes bom govoril malo o ognju, ker verjamem, da res rabimo, recimo v sedu, rabiš svež ogenj. Cerkev, če smo mi na ognju za Boga, pol vse laufa. Amen? A se strinjate z mano? Jaz sem bil na toliko enih zakonskih svetovanjih pa predavanjih, ampak mi dva skero smo, da če smo na ognju za Boga. Haleluja. Pol nima nobenega problema. Haleluja. Če pa nismo na ognju za Boga, naj pa vse moti. Podoben kakor vrata, tako kar škripajo, če niso podmazana. Kakorkoli se jih dotakne, škripa. In ogenj je lahko ful dobra stvar, amen? In ga rabimo ful. In zanimivo je, dajmo si malo pogledati teh 7 vrst ognja in za foro sem šel pogledat, ker sem si downloadil aplikacijo od gasilcev v Los Angelesu, ker dobivaš obvestila, vse slike, mape, res so ful dober, v trenutku dobiš vse informacije, kva se z ognjem dogaja. In je, veste, koliko ognjev je zdaj v LA-ju? Kdo bi uganil številko? 7, ja, bravo. Tako da jaz tako verjamem, da Bog je v detajlih. Sam Bog ne zažiga ljudi pa hiš pa tega. To Bog ne dela. Amen? To moramo vedeti. Bog, recimo, ena oblika kristjanov govori, vidiš, iz Hollywooda prihaja vse zlo, zdaj bo Bog to skuril, zdaj ima dosti vsega. Cerkev, pa bi mogel tebe že zdavni skurt. Tako. A kdo tle, da nikoli nisi Boga preklinil? Ti se ne spomniš. Ok, a si kdaj se kaj zlagal? Po mojem si se glihkar. Bomo pol molili zate, Aleš. Bomo pol molili zate. Haleluja. A je kdo tukaj, da nikoli nisi nič ukradel? A lahko dvigneš roko? Če nikoli nič nisi vzel, ker ni bilo tvojega nekomu. Brez njegove vednosti. A je kdo tukaj, da nikoli nisi prešuštvoval? A je kdo tukaj, da samo svojo ženo si imel spolne odnose z nobenim drugim? Ali pa z možem? A je kdo tukaj? Lahko vidiš roko, če samo... A, lega, eden. Bravo, bravo. Dajmo mu en aplavz. Ampak to je stara zaveza. To je stara zaveza. V novi pa piše, če si kdaj pomislil, da bi to delal s katero osebo. Kaj pa to? A si kdaj pomislil to? A si kdaj? No, mogoče to ni treba odgovoriti. Ko vse ne tvoja žena tudi na tem srečanju. Ampak če si sam pomislil, da
ko si kakšno lepo žensko videl, če si pomislil, da bi z njo kaj imel, si že isto kriv. Tako da cerkev, Bog bi nas vse zažgal. Amen. Vsi smo grešili. Sveto pismo pravi, kdor pravi, da ni grešil, je lažnivec. Se pravi, si in grešnik in lažnivec. Cerkev, Bog bi nas vse zažgal, ampak on se je kaj odločil? Da bo uničil svojega sina. Jezus je potešil vso Božjo jezo, ki ni na ljudeh, ampak na grehu, ki ga ljudje delajo. Tako da Jezus je odnesel vso jezo na križ. Recimo mu sosedu, hvala Bogu, da Bog ni jezen name. In dajmo si to pogledati, ker to je ogromna razlika. Cerkev med staro zavezo pa novo zavezo je ogromna razlika. Dajmo si to pogledati v Lukatu 9:52. Malo si pogledamo ta ogenj Božje jeze. Luka 9:52. In pošlje poslance pred obličjem svojim in ti gredo in pridejo v vas Samarijano, da mu pripravijo prenočišče. A niso ga sprejeli, ker je bilo obličje njegovo namenjeno na pot v Jeruzalem. Ko pa to vidita učence njegove, Jakob in Janez, rečeta, Gospod, hočeš li, da rečeva, da ogenj pade z neba in jih pokonča, kakor je tudi Elija storil. Aleluja. Dober argument, amen. Elija je bil the best Božji služabnik. On pa se obrne in jima zapreti in reče, ne vesta, kakšnega duha sta. Z drugim besedam, ne vesta, s katerimi demoni sodelujeta glihkar. Sin človekov namreč ni prišel duš človeških pogubljati, ampak reševati. In šli so v drugo vas. Če te kdo preganja, pejte v drugo vas. Amen. Obrni se pa pejte nekam, kjer te nove preganjali. Amen. Ne se tam zadržati, kjer te ful preganjajo. Amen. Jaz ne rinam v ljudi, ki jim grem ful na živce. Rajš najdem ljudi, ki nekako so zmožni z mano me prenašati. Janez 3:16. Kajti tako je Bog sovražil svet, da je dal svojega edinorojenega sina. Ampak tako mi mislimo, tako. Mislimo, Bog je imel toliko poln kufer Hollywooda, toliko je imel poln kufer greha, da je zdaj pa dal svoj. Ne, on je toliko ljubil svet. Amen. On toliko ljubi ljudi, da je dal svojega sina, da je on umrl za naše grehe. In pol 17. Bog namreč ni poslal sina svojega na svet, da bi svet sodil, marveč, da se svet odreši po njem. 2. Korinčanom 5:19 je pa center evangelija. 2. Korinčanom 5:19. Bog je namreč bil v Kristusu in je svet spravil s seboj in jim ni zaračunal njihovih grehov. Wow. Bog ni Hollywoodu zaračunal njihovih grehov. Čeprav jih je ogromen, ful. Ampak ni jim zaračunal. Pa jih imajo ful več kot Jani. Ampak ni niti Janiju zaračunal, niti Hollywoodu. Zakaj? Dajmo si pogledati. Ni jim zaračunal njihovih grehov in je nam poveril besedo sprave. In potem prav Kristusovi ambasadori smo, ki kličemo ljudi v pravilen odnos s Bogom. Amen? Se pravi, če smo mi njegovi ambasadori, pol ne hodimo okoli pa govorimo, a Bog ti je hišo zažgal, s to, da se boš spreobrnil. Bog je imel poln kufer Hollywooda, zdaj ga je zradiral in bo samo Angel Studios lahko zdaj deloval. Ne, zakaj? Poglej se Rimljanom 2:4. Ali pa zaničuješ bogastvo njegove dobrote in prizanesljivosti, Rimljanom 2:4. In potrpljivosti, ne vedoč, da te dobrota Božja vod na spokorjenje. Amen? Ne ogenj, Božja dobrota te spreobrne. Amen? Lahko se je kdo ful jezil nate in kaj si pol ful rad se z njim družil. Ne, rajš si z nekom, ki je ful dober do tebe, etko. In še rajš ga imaš, ko vidiš, da si to nisi zaslužil, pa je še vedno dober. Amen? To je naš Bog, cerkev. Amen? On je absolutno dober, haleluja. Razumeš, da v njemu ni enega kančka hudobije, ali pa jeze, ali pa sovraštva. On je samo dober Bog, haleluja. Dajmo se zdaj pogledati. Sprav, to je razlika med peklenskim ognjem pa med novo zavezo.
Dajmo si pogledati v Novi zavezi. No, najprej si še malo peklenski ogenj. To je ta prva vrsta ognja, ki ni od Boga. Matej 25:41. Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici, proč izpred mene, prekleti v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Samo prvič, Bog ni ustvaril ognja za ljudi, ampak za hudiča in njegove angele. Ampak vsi, ki grejo proti Evsu, bojo skupaj s hudičem šli v ta ogenj. Se pravi, zakaj? Ker so se oni tako odločili. Amen? Se pravi, ne biti preklet človek. To pomeni odrezan, preklet, odrezan od Boga. Amen? Ne nikoli preklinati Boga, ne iti proti Bogu. Rimljanom 19:20. Razodetje 19:20. In zgrabljena je bila zver in z njo lažni prerok, ki je delal pred njo znamenja, s katerimi je zapeljeval njih, ki so bili sprejeli znamenje zveri in ki so molili podobo njeno. Živa sta bila vržena ta dva v jezero ognjeno z žveplom goreče. In zdaj še 20:15, isto poglavje, ista knjiga Razodetje, 20:15. In če koga niso našli zapisanega v knjigi življenja, je bil vržen v jezero ognjeno. Se pravi, človek, ki zavrne Boga, gre skupaj s hudičem v peku in na koncu je peku in lažni prerok in hudič, vsi so vrženi v ognjeno jezero. In tam pol zgorijo. Jaz saj upam, da bojo zgoreli. Da no je gorel celo večnost. Tako da to ne vemo. Mislim, vsaj jaz ne. Ampak, a nisi vesel, da je tvoje ime v knjigi življenja? Haleluja. Amen? To je peklenski ogenj. To si ne smeš prvoščiti. Haleluja. Moraš ustrajati z Evsom. Kdor ustraja do konca, bo odrešen. Haleluja. Ne se dati zavest. Haleluja. Ker na koncu, meni je en človek pisal e-mail včeraj, Ave Satan. In pol ne vem, zakva poveličuje poraženca, s katerim bo gorel v večnem ognju. Razumeš, Satan je loser, on bo gorel na koncu. Jaz nočem iti skupaj z njim v goreče jezero, razumeš? Najprej te muč v peklu, pol se pa oba skupaj cvreta v ognjenem jezeru. A kdo verjame to, kar zdaj pridigam? Ali mislite, da to so pa... To je pa... Jaz, ker sem prvič bral to, sem bil star 20 let, in sem mislil, to pa že ne more biti res. To je pa za one ljudi pred 2000 leti, ki niso bili toliko inteligentni, kot mi danes. Res ne vem, kdo je bolj inteligenten, a smo mi res bolj inteligentni. Mogoče imamo več izumov, pa to, ampak dvomim, da smo bolj inteligentni, ker nam je greh ful načel inteligenco, oziroma jo pervertiral v napačne sfere. Ok, dajmo si zdaj pogledati. Se pravi, to je peklenski ogenj. Obstaja pa ogenj, mislim, da sem prejšnji teden malo govoril o tem, ki bo pa nas prečistil. Amen? To je pa pač malo bolj zanimiv ogenj. 1. Korinčanom 3:11. Ampak prej grem tja. A ni zanimiv, da ko so izganjali demone učenci, prvič, ko jim je Jezus dal oblast, so bili toliko navdušeni, da so prelaufali k njemu in so rekli, wow, Jezus, demoni so pokorni tvojim imenu, izganjamo demone. Haleluja. In ne kako je s tabo. Upam, da si že kdaj izgnal kakšnega demona iz koga. Haleluja. Če še nisi, pač si poglej na sprem.si, kako izganja demone. Imamo tam link osvobojenje. Pa to malo glej. Ampak da beste, kad demone ženeš. To je toliko dober film. Jaz sem jih pol skozi iskal. Ker sem prvega demona izgnal, v vsakem vogalu sem jih iskal. In pol, kaj je Jezus rekel? Fante, brez veze se to veselite. To je čist brez veze. To je normalno. To je pač, izženeš demona. Ampak bod vesel, da imaš ime v knjigi življenja. Amen? To bod vesel. Haleluja. Da si odrešen. 1. Korinčanom 13. Drugega temelja namreč nihče ne more položiti na mesto tistega, ki je že položen in ta je Jezus Kristus. A ni da ni papež temelj, ampak Jezus Kristus. Jaz sem ful vesel, da ni človek temelj cerkve. Amen? Noben apostol, noben svetnik, noben ne vem kva. Ampak kdo je temelj? Jezus Kristus. Haleluja. Če pa kdo na tem temelju zida zlato, srebro, dragocene kamne, les, seno ali slamo, delo vsakega bo postalo vidno, razkril ga bo namreč dan, ker se bo razodel z ognjem in ogenj bo preizkusil, kakšno je delo tega ali onega.
Kdor bo gradil na temelju, bo prejel plačilo, če bo njegovo delo zdržalo. Tisti pa, če ga delo bo zgorelo, bo trpel škodo. Sam se bo sicer rešil, vendar kakor skozi ogenj. Se pravi, vse, kar delamo v lastni moči, bo zgorelo, vse, kar je pa Bog čez nas naredil, to bo pa kar zlato. To pa ogenj ne bo mogel použiti, ampak boš nagrajen za to. A ni to the best? V Razdetju 3:15 do 16 in pol 20, Razdetju 3:15, 16, 20. Vem za tvoje delo, da nisi ne mrzel, ne gorak, ko bi bil mrzel ali gorak. Tako pa, ker si mlačen in ne mrzel, ne gorak, te hočem izpliniti iz svojih ust. Wow, radikalno. Jaz dolg časa nisem to razumel, ampak v bistvu bod na ognju za Boga, ali pa povej, da nisi, ne neki glumi, da si pa nisi. Razumeš, to tle govori. Ne se dela, da si pa v bistvu. Amen? Ker če glumiš, pol ni rešitve zate. A je tako? Rajš pa reči, ful sem mrzel, pa boš dobil ogenj. Amen? Raj reči, ful, ne gre mi, le rabam. Mislim, bo Sveti Duh prišel in boš na ognju, haleluja. Ne biti mlačen, ko glumiš, da si v redu, pa nisi v redu. Amen? Kjerkoli greh imaš, kjerkoli problem imaš, priznaj ga. Ne glumi, da si ful svoboden, si pa ful zvezan, ka pol ne moreš biti osvobojen. Amen? A strinjate z mano? Ker ni hujšega, kakor da bežiš od Boga zaradi greha. To je najslabše. Ker Božja dobrota te pa kliče, da se spokoriš. Amen? Ker Adam grešil, se je skril napako, on bi mogel takoj priti k Bogu. Reči, ful sem grešil, poslušal sem hudiča. Vse najbrž ne bilo nič drugače, ampak to je pravilen način. Amen? Karkoli si naredil, imaš odvetnika pri očetu Jezusa Kristusa. Če mu priznaš svoj greh, ti ga bo odpustil in očistil te bo vsake krivičnosti in pa boš spet na ognju za Boga. Amen? Če si pa mlačen, pa nikoli ne boš čist. Boš pa tako, tudi ko boš za koga molil, ti bo vest pričavala, da si mlačen in nič ne odeloval. Tako da bo tudi odkrit. Amen? Priznaj vse. Danes smo peli, vse predajam. Amen? In pol v 20. vrstici, glej, stojim pred vrati in trkam, če kdo sliši moj glas in odpre vrata, stopim k njemu in večerjam z njim. Amen? Sprav, ti moraš, recimo v sedu, ti moraš odpreti vrata. Ampak dobra novica je, da bo on vstopil in večeril s tabo. Amen? Ne bo razmišljal, a si dosti dober ali nisi dosti dober. Ti, čim si vrata odprl, bo Jezus prišel. Njega ne zanima, a si ti pripravljen. Njega samo zanima, a si odprl vrata. Amen? In kaj pol naredi? Ja, njegov ogenj pride. Amen? On te očist, osveži. On praviš, da si bogat, si pa ful, reven, slep, nak in ubog. Kup si od mene maziljanja. Amen? Kup si svež ogenj, da boš lahko spregledal. Haleluja. In potem gremo zdaj, se pravi, to je ogenj, ki presoja vernika. To je ogenj, ki bo skuril vsa dela mesa in da stojimo močno v njemu. Dajmo si pogledati zdaj ogenj, ki nas testira. Ogenj, ki testira naš življenje, ki prije čez okoliščine. Ker morate vedeti, da mi nista sam hudič pa Bog na zemlji, ampak je tudi prekletstvo greha, ki deluje, nesreče. Človek dela veliko stvari. Mi za vsako stvar, ki ni Bog naredil, dajemo slavo hudiču. Pravimo, le kva je hudič naredil, ni nujno, lahko je človek naredil, lahko je bila nesreča, lahko je ful enih faktorov. In to je ogenj, ki nas testira. Poglejmo si 1. Petrovo 1:7. Da se preizkušnja vaše vere, vrednejša nego preizkušnja minljivega, a v ognju izkušenega zlata, izkaže vam hvalo in čast in slavo pri razodetju Jezusa Kristusa. Haleluja. Se pravi, ogenj, ker Peter je pisal cerkvi, ki so jo ful preganjali. Ful so jih morili, ubijali, ne vem, od hiše do hiše, ne vem. Človek je 2/3 Svetega pisma napisal, apostol Pavel je najprej bil terorist cerkve. On je imel dovoljenje, da lahko preganja cerkev v vsakem kraju. In potem se je spreobrnil, hvala Bogu. Ko je cerkev začela moliti, ni bilo dosti tega. In pol je Peter, ki jim to piše, ko prvega apostola so jim ubili, potem pa Petra zapre Herod, je pa cerkev začela kar moliti celo noč, je pa dosti. In so šli in valjda, pride angel, potres, Peter pride ven iz zapora, haleluja.
In potem jim to piše. Kaj se čudite temu ognju preizkušnje, preganjanja in tako naprej? Zakaj? Ker vaša vera bo bolj vredna kot zlato. Kdorkoli spremlja kaj prebujena po svetu, recimo Seul, Južna Koreja je imela največjo cerkev na svetu, 1 milijon članov. Jaz sem dobil iz Seula od ene misionarke, ki sem jo v Turčiji srečal majico, s katero sem bil na krstu v soboto in sem se malo hvalil s to majico. Jesus Rules majica taka. In ta misionarka, ki mi je to majico dala iz Seula, Južne Koreje, sem mi rekel, a si iz Yonggi-Choeve cerkve, ker to je pastor te največje cerkve na svetu z 1 milijon članov, zdaj že v nebeski človek. Rekel, nikoli še nisem slišal za njega. Kako nisi slišal? Pa to je največja cerkev na svetu. Pa sem pa rekel, koliko je pa tvoja cerkev velika? Prav, ja, ne, toliko milijon, to nas ni toliko. Nas je samo 70 000. Wow. To je Seul, ful prebojene. Preko enega človeka, ki je prej bilo, skoraj 100% je bil budizem, krščanstvo je bilo ful preganjeno. Dokler je on v molitvi tega demona nad Korejo uničil in pojmel ful prebojene. In ko je imel on prodor, so posod cerkve rasle. Zato edini odgovor za Slovenijo, jaz verjamem, je ful prebujanje. Amen? Božji ogenj, da gre, wow, ker ena karakteristika ognja je, da ga ne moreš kontrolirati. Amen? Poglejte si kakšne videe iz Kalifornije zdaj, to kar gre. Posebej veter, če je zraven. Amen? Še veter, to požira vse pred sabo. In isto je v pozitivnem. In cerkev, a veste, da ta ogenj, ki ga preizkušajo v Severni Koreji, zdaj sem govoril v Južni Koreji, ampak sem pa slišal, da zdaj pa hodijo okoli misionarji iz Severne Koreje v Južno Korejo, ker je Južna Koreja čist zaspala, ker Južna Koreja je ful mlačna in pa imaš ful velike cerkve, not pa ni Božje prisotnosti. In sploh ne veš, kdo je kristjan, kdo ni kristjan, ker so vsi kulturni kristjani, in večinoma sploh v Jevsa ne verjamejo in živijo v grehu, v spolnih razvratu, materializmu, ni jim Bog na prvem mestu. Razumete, ogenj lahko zgubimo. Amen? Ne misli, da ti boš na ognju za Boga samo, če skozi Jezusa slediš. Čim se pa ti odpreš za druge duhove, pa se ti lahko zgodi vse živo. Amen? Tako da mi se ne smemo igrati cerkev. Mi moramo res skozi bolj hrepeneti po Jezusu. Haleluja. Mi moramo tako vedno si želeti. Jaz sem danes ful vesel, da sem z vami, ker je Božja prisotnost tukaj. Amen, a čute to? In to je več kot dober band, dobra družba. Meni bi bilo čist brez veze sem hodil, če ne bi bilo tle Božje prisotnosti. Amen? Ker mi nismo tle samo zato, ker se imamo radi cerkev, ampak zato, ker je Bog med nami. Pol ima to smisel. Amen? Ker mi rabimo več kot človeško ljubezen. Mi rabimo Božjo prisotnost. Haleluja. Ne, mogoče ti ne vem. A kaj narobe govorim? Haleluja. Mislim, prav je, da se imamo radi. Amen. Ker Božja prisotnost povzroči pravo ljubezen. Ker recimo ljubezen v svetu ful hitro mine. Dosti sam, da je nekdo zoprn do tebe, pa da ti ne vrača to, kar ti njemu daješ. Etko. Ljubezen v svetu, ki ti nekaj da, zahteva, da boš to vrnil. Božja ljubezen pa brezpogojna. Amen. Ti pa da in nič ne zahteva nazaj. In to je Božja prisotnost. Amen. Skozi. To je wow, to je milina, to je dih, to tvoje srce poganja. To te drži motiviranega. Amen. To te drži, da si zaljubljen v Jezusa, da imaš rad ljudi, da tudi, če so te 100-krat že preklinjali, jih še vedno blagoslavljaš. Amen. Da že mislijo, da si zmešan. Haleluja. Dejansko si pa normalen. Haleluja. Ok, in zdaj ta ogenj te testira. Ko imaš ful probleme, te ogenj testira. Ko mene ljudje preganjajo, šele takrat jaz vidim, koliko sem jaz izgrajen v karakterju. Jaz ne moram videti, koliko sem jaz močen karakter, če imam vse idealne okoliščine okoli sebe. Jaz ne moram videti. Ampak, ko grem pa tako čez stvari, to me pa testira. In takrat je idealna priložnost, da napredujem. Poglejmo si eno stvar v Malahiji, kako ta ogenj
zažge ves plevel, vse, kar ni od Boga. V Malahiji 3:2 do 3. Kdo pa bo mogel zdržati dan njegovega prihoda? Kdo bo mogel obstati, ko se prikaže? Saj kakor talilni ogenj, kakor luk pralcev, sedel bo kakor talilec in prečiščevalec srebra, prečiščeval bo levje sinove in jih očiščeval kakor zlato in srebro, da bodo lahko prinašali daritev Gospodu v pravičnosti. In potem 18. Tedaj se obrnete in boste videli razloček med pravičnim in brezbožnim, med njim, ki služi Bogu in njim, ki mu ne služi. Kaj ti, glej, dan prihaja, ki gori kakor peč in vsi prevzetniki in vsi, ki delajo brezbožno, bodo strnišče in dan, ki prihaja, jih sežge, pravi Gospod nad vojskami, da jim ne ostavi ne korenine, ne mladike. Vam pa, ki se bojite imena mojega, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje bo pod njegovimi perutmi in izhajali boste in skakali kakor pita na teleta. In pogazite brezbožnike, to pomeni, da bo, ne? Kajti kakor pepel bodo pod vašimi stopali v dan, ki ga jaz napravim, pravi Gospod nad vojskami. Haleluja, wow. Se pravi, vidimo, ogenj pride, prečiščuje, odstranjuje zlo in pol z ognjem, podobno, kar se videl v viziji, bo ful zdravljenja. In zanimivo, ker sem imel to vizijo, sem videl, kako bo to cel val šel čez Slovenijo in za sabo bo pa puščal ljudi odrešene in ozdravljene. Haleluja. Tako da moramo ful verjeti cerkev za ozdravljenje in odrešene. To gre z roko v roki. A veste, kaj se mi pa pol zgodil? Zvečer, ko sem domov prišel po molitvi, sem bil pa že povabljen, da imam spet šolo ozdravljenja na Škotskem. Ful zanimiv, haleluja. Kako, razumete, ko smo mi v duhu, pa se začne rolati. Tako da maja me ne bo, prvi maj bom tam. Pač. Škoda, ker glih na praznike so me povabili. Ker sem mislil, da bomo kres kurali na Rožniku. Ampak bomo pa duhovni kres kurali. Haleluja. Poglejmo si Hebrejcem 12. Hebrejcem 12:26. In glas njegov je potresal zemljo, sedaj pa je obljubil govoreč, še enkrat potresem, ne samo zemlje, ampak tudi nebo. In to se danes dogaja, tako, vse se trese, ljudje. A si predstavljaš ti, recimo, zdaj, ko moj sin tam študira, pa jaz sem bil 2-krat v Los Angelesu, tam je res drago, tam je bencin je najdražji, nepremičnine, vse je drago. In predstavljaj si, jaz sem srečal mlade družine pa to, oni se morajo ful zakreditirati, da lahko tam živijo. Ker tam delajo, si kupijo hišo, vse živijo. Predstavljaj si, da tako v enem dnevu ti vse zgori. Ampak ti še vedno moraš davke plačevati, kredit imaš, ne veš, kje boš živel, koliko da. To se vse trese, to so, razumete, da cerkev je, to je priložnost cerkvi, da služi ljudem. Ne, da jih obsoja, amen? Da pride in jim pomaga, služi, da jim stop z ramo v brami. In pol človek, ki je ful potresen, kaj on najbolj rab? Nekoga, dajmo si pogledati, kakšnega človeka tukaj le piše. V Hebrejcih 12:26. Zdaj gremo 27. Sprav, trese se vse, zemlja in nebo. To še enkrat pomeni spremembo tistega, kar je bilo pretreseno, kakor kaj narejenega, poslušajte zdaj, da ostane, kar je nepotreseno. Se pravi, človek, ki se trese, kaj on išče? Nekoga, ki se ne trese. Amen. Zato je tvoj odnos z Bogom to kritičen. Ker se vse trese, se ti ne treseš, ti si magnet za vse, ki se tresejo. Potem imaš ti težo. Amen. To je Malahija rekel, takrat bo razloček med temi, ki so mlačni, ki glumijo, da so kristjani, pa med temi, ki so pravi kristjani. Amen? Ker se začne trest, pol vidiš, kdo je. Amen? Zato moramo zdaj graditi odnos s Bogom. Amen? Vsak dan. Ti vsak dan napreduješ ali pa nazaduješ. Nikoli nisi ista temperatura. Amen, verjamete to? Jaz ne moram reči, saj sem že lansko let bral Biblijo, saj sem že bil v cerkvi prejšnji mesec, saj sem že slavil, jel se ne kdaj. Jaz sem že vse kljukce že imam vse sakramente. Zdaj pa lahko živim po svoje. Ampak to, kar je znano. Poglejte naprej. Zato, ker prejemamo kraljestvo nepotresljivo. Recimo v sedu, ti si nepotresljiv. Ti si iz materijala, cerkev, jaz, ko sem hišo gradil, sem verjel v ful hude scenarije poslednjih časov, ko sem začel hišo delati.
In sem vedel, poplave bojo, potresi bojo in tako naprej. In sem tako delal hišo s plavajočim, ful močnim, ne koliko ima temelj, vem, da je ful prevelik, lahko bi tanki po moji hiši vozili. Ful noter armature, temelj debel. Hvala ti, Eloj. Ja, to je, če se bo kdo hotel krstiti pol na koncu. Ne, premalo vode. In pol, jaz imam 12 betonskih stebrov z armaturo v vseh vogalih hiše, pa še vmes po 2, pa vmes v vsakem stropu imam še, tako da je cela kletka, samo je ne vidite. Zakaj? Ker nočem, da se mi hiša potrese. Ampak cerkev, mi imamo kraljestvo, ki je nepotresljivo, haleluja. Amen. Midva, ki se se drživa, naj nič ne more stresiti. Tudi, če nama hiša zgori, se strese. Lahko sam stopim in rečem, hvala ti je za novo hišo, haleluja. Hvala, da bom imel še več zdaj, zato da lahko še drugim služim, haleluja. Zato, ker prejemamo kraljestvo nepotresljivo, imajmo milost, po kateri služimo po volji Bogu. Wow, zato, ker se ti ne potreseš, zdaj lahko hodiš v milosti. Amen. In zakaj? Da lahko drugim služiš, ki se tresajo. Amen? Svetim strahom in grozo. Se pravi, to pomeni, da ful spoštuješ Boga. Ker Božja ljubezen te vleče k Bogu, Božji strah te pa drži stran od greha. In si ne upaš grešiti. Ker veš, da če se boš tega dotikal, ti lahko roko požre. Ker v Rimljanih 6 piše, komorkoli daš svoje ude za služabnika, temu boš služil. In ko spoznaš Evsa, ti bežiš stran od greha. To je ta sveta groza in strah. 29. Kaj ti naš Bog je ogenj, ki použije. Wow. A ni to the best? Naš Bog je ogenj, ki požira. Haleluja. A vam je to všeč ali vas je strah? Meni to the best. Zato, ker kaj? Ko jaz pridem Bogu, kaj se bo zgodilo? Vse, kar se more potresti, ves ta strah, skrbi, greh, napačno razmišljanje, bo kot žolca, ki se trese na meni, sam pa zgine. In potem sam še zlato ostane. Amen? In potem ti žariš. Haleluja. Hvala Bogu, da imamo tazga Boga. Ena mojih prvih skupnih molitev je bila hvala Bogu za Boga. Sem se mu ful zahvaljeval, da obstaja. Nam je to normalno, ampak ko si ti 20 let ateist, si ful vesel, da Bog obstaja. Haleluja. Si mu ful hvaležen, haleluja. Da se je odločil, da bo obstajal. Haleluja. Ok, dajmo si pogledati še en krst. 4. vrsta krsta je krst v svetem duhu in ognju. Oziroma 3. 4. ajde. Luka 3:16. Odgovori Anas, rekoč, jaz vas vodo krčujem, prihaja pa močnejši od mene, ki mu nisem vreden odvezati jermena na obuvalu njegovem. On vas bo krstil svetim duhom in ognjem. Haleluja. Wow. To pomeni beseda krst, zato sem rekel, da tukaj ni dosti vode. Ker beseda krst pomeni potopitev. Kako te bo Bog potopil v eni taki flaški? Ne vem, če ste gledali, kdaj je Sveti Duh prišel na prve učence, apostolska dela 2:3, in se jim prikažejo razdeljeni jeziki kakor ognjeni in sedajo na slehernega izmed njimi in vsi se napolnijo Svetega Duha in začnejo govoriti v drugih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Razumeš, da to je na sliki, imaš tako apostole, pa en ful majhen ogenček, tako kot da je na sveči v plamen. Cerkev, on je rekel, da nas bo potopil v ogenj. Haleluja. Oni so bili potopljeni v Svetega Duha in ogenj. Haleluja. In pol so zunaj sobe, kjer so se skrivali, ker so jim glih Mesijo ubili, so šli dol in so takoj celemu Jeruzalemu pridigali. In takoj se je 3000 ljudi spreobrnili. In ko so jih zmerjali, da so pijani, pač so jim malo razložili, kako Sveti Duh lahko zgleda podoben, sam ni to, ampak to je prerokoval Joel, ko gostilne so zaprte ob 9. zjutraj. Mi smo pa sprejeli moč Svetega Duha. Haleluja. A ni to the best? A si že izpolnjen Svetim Duhom? Haleluja. Danes bomo na koncu molili za ogenj in krst v Svetem Duhu. Haleluja. Poglejmo si 5. vrsto ognja je Božja beseda. Haleluja.
Ne vem, koliko od vas bere Božjo besedo, ampak Božja beseda je ogenj. To je, če ti samo bereš tako intelektualno, da boš dobil neke informacije, je okej, to pomeni, da bereš Sveto pismo, ampak nisi še do Božje besede prišel. Ker Božja beseda je pa skrita v Svetem pismu. Božja beseda je pa živa stvar. Jaz rekel, moje besede so duh in življenje. Dajmo s to pogledati v Jeremiji 29. Če rečem, ne bom ga več omenjal in ne več govoril v imenu njegovem, je v mojem srcu kakor goreč ogenj, zaprt v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasnil, pa ne morem. To je ogenj, ki iz tebe ven bruha njegova beseda. Jeremija je bil Božji prerok, Bog mi dal besedo, on je mogel govoriti. In toliko so ga preganjali in zapirali in bučali, da rekel, ne bom jim več govoril. In pol, ker se to odloči, ta beseda začela kar v njegovih kosteh goreti. A ste kdaj zgodili to? Da si šel kam na obisk, pa si rekel, ne bom jim več govoril, kva prav Sveto pismo, kva govori Jezus, ker se bo spet norca delati z mene. Pa prvo priliko, ko si imel, si jim spet začel govoriti o Jezu. In si mislil, ne, pa sem rekel, da ne bom. Ja, ne moreš, kaj to je ogenj, razumeš, to ne moreš kontrolirati. To je ogenj v tebi. Bog vesel, da te preganjajo, ker bo veliko tvoje plačilo. Luka 24, 32. In rečeta drug drugemu, ali ni srce gorelo v naju, ko nam je govoril po poti, ko nam je razlagal pismo. Razumeš, da ko ti Jezus razlaga pismo, pol tvoj srce začne goreti. Ti moraš tako brati Biblijo, da ti jo Jezus razlaga. Zato povab Svetega Duha. Jaz dostakrat molim o jezikih, ko berem Sveto pismo. In pol je to ogenj, ki me začne not razžirati, požirati, prenavljati, obnavljati, napolnjevati. Božja beseda je takšna municija duha, da je po mojem nikoli ne bomo vedeli. Zato prosim te, ber Sveto pismo. Če ne vidiš, jo posluši na bible.is, pa pojdi v slovenščino, pa posluši. Pol posluši posnetke dobrih pridig. Recimo, na Zoomu smo dali reklamo za ob 19. vsako sredo učenstvo, preučevanje Svetega pisma. Zato, ker jaz nisem dal ob 6, zato, ker ob 6 bi rad samo, da smo mi, ki verjamemo v Jezusa, tam, da skupaj molimo. Ob 7 pa lahko vsak pride. Ampak da beste, da smo skupaj okoli Božje besede, da je Božja beseda ta, tako kot to ognjišče, okoli katerega se zbiramo, ker ogenj brez Božje besede ugasne. Nima materijala, ogenj rab material in ta material je Božja beseda. Amen? Sveti Duh je vel nad vodami in potem je Bog rekel, kaj? Besedo. Puf, in je nastala luč, nastala je zemlja. Ok, dajmo si pogledati še ogenj v očeh Jezusa. Prav, Jezus, ki ga oči pogledaš v njegovih očeh, je ogenj, ki gori z ljubeznijo zate. Haleluja. Razodetje 1:12. In obrnil sem se in videl glas, ki je govoril z menoj. In obrnivši se, sem videl 7 svečnikov zlatih. In sredi svečnikov, podobnega sinu človečemu, oblečenega v obleko do tal in opasenega na prstih zlatim pasom. Glava pa njegova in lasje beli kakor bela volna, kakor sneg in oči njegove kakor plamen ognja. Wow. 17. In ko sem ga videl, sem padel pred noge njegove, kakor mrtev. In položil je name desnico svojo, rekoč, ne boj se. Pa ni Bog dober? On vedno, ko se kdo z njim sreča, mu najprej mora reči, ne boj se. Amen? To je the best Bog. Amen? Ful svet, ful mogočen in ti reče, ne boj se. To pomeni, da je na tvoji strani. Amen? To pomeni, da je prišel zato, da te osvobodi, ne da te uniči. Amen? To pomeni, da bo nekaj dober, kar se ti zgodilo. Haleluja. Ne boj se. Haleluja. Jaz sem prvi in poslednji in živi in bil sem mrtev in gledaj, živ sem na veko veke in ključe imam od smrti in smrtne države. Potem spet v 19. poglavju, 12. vrstica. Oči njegove pa so plamen ognjen in na glavi njegovi mnogi diademi in zapisano ima ime, ki ga nihče ne pozna, razen njega samega. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Ker se mi z njim srečamo, cerkev, pol ta ogenj prve ljubezni se v nas razplanti. Amen. Pol ne moraš biti več mlačen. Rešitev je edino v Jezusu. Eno je, da bereš Sveto pismo, ampak Jezus ti ga mora razlagati. Amen.
Lahko jaz govorim, lahko jaz razlagam, jaz sem samo človek. Te mora Sveto pismo navdihati Sveti Duh. Haleluja. Amen. Jezus, Sveti Duh pa poveličuje Jezusa, vedno. Haleluja. Amen. To je taka simbioza v odnosu z Bogom. Ker enostavno si bolj ko ga poznaš, bolj ga hočeš spoznati in bolj ga rabiš. Amen. In bolj si osvobojen in manj problemov imaš. Amen. Iste stvari, ki bi te prav uničile, ti zdaj do kolena niso. Amen. Tisti, ki te je prav uničil, ti zdaj samo stopnica do naslednjega nivoja z Bogom. Amen. Hudič, ful presenečen. Lansko je tisto stvar, ki ti je vrgel, te pol 2 meseca ni bilo v cerkvi, zdaj pa ti to vrgel si pa uporabo kot orodje, da si šel na nov nivo. In sam še bolj napreduješ. In njegov največji teror si zdaj ti postal. Haleluja. In ne ve, kam bi se skril pred tabo. In pol čaka, in čaka, če bo šle, pozabil malo na to. Ampak ti noš pozabil, zakaj? Ker obstaja še 7. vrsta ognja, to je pa ogenj, ki je v tebi. Rec svojemu sedu, v tebi je ogenj. Poglejmo si 2. Timoteja 1:6. In s tem bomo zaključili, to je zadnji citat. In ne vem, Tanja, če ima še vseb, še ognja za še eno. A je dobro kitaro kupila, Tanja? Jaz mislim, da je pa treba še malo, haleluja. Mislim, da ta kitara bi bila ful žalostna, če bi zdaj mogla iti domov. Amen. Tako da dajmo se ful na ogenj fokusirati, na ogenj Božje ljubezni. Amen. Karkoli rabiš Jezusa. To moš vedeti, da če misliš, da nekaj drugega rabiš, si se zmotil, ti rabiš ful več Jezusa. Amen. In ko imaš njega, imaš vse, haleluja. Ko se ti njemu približaš, ti si osvobojen, ti si poln duha, ti žariš. Amen. Karkoli pol narediš, ti bo uspel. Amen. Prej nisi vedel, da bi šel A, B, zdaj če greš A, boš uspel, če šel B, boš uspel. Haleluja. Razumeš? Haleluja. Mi rabimo, jaz bom tu danes probal več ognja sprejeti. Haleluja. Dajmo sprejeti svež ogenj od Boga. Haleluja. In to je pa ta citat. 2. Timoteja 1:6. Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Sprav, ti moraš razplameneti milostni dar. To je kot ogenj, recimo v kaminu, če je kdo kuril kamin, kdaj, moraš malo zraka not, moraš malo razplanteti, moraš malo razburkati to stvar, da spet ogenj dvigneš. Kot jaz bi vas prosil, da skupaj ostanemo, bomo molili. Hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti za svež ogenj, haleluja. Oče, mi vse predajamo, haleluja. Oče, ne vsak plevel ne izgori v nas. Vse trnje in plevel, oče, vsa navlaka, oče, ne danes Bog, ki použije, naj nas použije, oče, da se nam omatrali biti kristjani, haleluja. Izli se, Sveti Duh, izpolni nas, izpolni svojo cerkev, svežim ognjem. Oče, ne gori tvoj ogenj, haleluja. Ne nek človeški ogenj, ne gori ogenj Svetega Duha. Ne gori v nas ogenj Svetega Duha, haleluja. Iraba sende rebertinda rabarkita rabakaja. Haleluja. Ja, kličte ga. Kdo zna moliti v jezikih, kdo je krščen v duhu, ne moli v jezikih, haleluja. Haleluja. Jezus, mi ti predajamo svoje življenje. Kot žrtev Bogu, haleluja. Zdaj smo mi žrtev, ni jagnjetov, ni kozlov. V Rimljanih 12, 1 in 2 prav, predajte svoje telesa na žrtev in prenavljajte svoj z Božjo besedo. Tako bo vaše bogoslužje pametno in boste razumeli popolno Božjo voljo. Oče, mi smo zdaj žrtev pred tabo, ker ti použiješ svojim ognjem. Gospod, hvala ti, da ne rabimo več krvi, jagnjetov, kozlov, ker je kri Jezusa vzela vse naše grehe. Pa Oče, danes nas použi na sveže, Oče, da bomo goreli zate,
Oče, ne vse želje, ki so posvetne in niso od tebe, ne odpade od nas. Oče, molim, da vse, kar nas teži v gravitacijo greha, da to zdaj odpade v imenu Jezusa. Oče, molim, da vsa mlačnost v nas, da je použita svežim ognjem. Jaz molim, da vsi maliki, vse, kar smo dali pred tebe, da je to zdaj zgori, da si ti na prvo mesto. Da iščemo najprej tebe in tvoje kraljestvo, vse ostalo nas ne zanima zdaj. Hočemo tebe, Jezus. Hočemo več tebe, haleluja. Použi nas, sikaraba, šikaralaba, katarabaka. O, naj gori tvoj ogenj, haleluja. mojem srcu Je sveti duh in ogenj, moje srcu gori, prevzema me sveti duh. On je sveti duh in ogenj, moje srcu je sveti duh in ogenj, moje srcu gori, prevzema me sveti duh. On je sveti duh in ogenj, mojem srcu je sveti duh in ogenj, mojem srcu gori, prevzema me sveti duh. On je sveti duh in ogenj, mojem srcu je sveti duh in ogenj, mojem srcu gori, me prevzema me sveti duh. On je sveti duh in ogenj, mojem srcu je sveti duh in ogenj, mojem srcu gori, prevzema me sveti duh. On je sveti duh in ogenj, mojem srcu je sveti duh in ogenj, mojem srcu gori, prevzema me sveti duh. Črpaj sovražnika, razodeva mi strategijo, sveti duh odkriva mi. Oživlja besedo Boga, dela čudeže in znamenja. On je sveti duh in ogenj, moje srcu je sveti duh in ogenj, moje srcu gori, prevzema me sveti duh. On je sveti duh in ogenj, mojem srcu je sveti duh in ogenj, mojem srcu gori, prevzema me sveti duh. Ja, Jezus, naj gori tvoj ogenj, naj gori tvoj ogenj, naj gori tvoj ogenj. Ja, Oče, použi nas ta večer, haleluja, Oče. Izpolni nas, Oče. O, haleluja, rad bi, da bi Benga, you can help me pray, rad bi z Boštjanom pa Bengo molil za vsakega najprej, ko še nisi izpolnjen svetim duhom, da si želiš, da bi rad govoril v novih jezikih, bil izpolnjen svetim duhom in ognjem. In potem pač prite kdorkoli, ampak kdorkoli si želimo, lahko molimo za njega, ampak dajmo najprej za tiste, ki še niste ali sprejeli Jezusa ali pa krščeni v svetem duhu z govorom v novih jezikih, haleluja. Ker to je full power, ko govoriš o novih jezikih, to je res ogenj, haleluja. On je sveti duh in ogenj, mojem srcu je sveti duh in ogenj, mojem srcu gori, me prevzema me sveti duh. On je sveti duh in ogenj,
Ok, to smo upravili, zdaj pa druga vrsta ljudi. Kdorkoli tako, če čutiš, da si tako bolj mlačen, da nekako se tako vlečeš čez duhovno življenje in rabaš ogenj, lahko priješ naprej pa reči, jaz sem mlačen, rabam več, haleluja.